Pravi, podana sta podobna trikotnika, to že zdaj vemo, ne? A, B, C je podobno A črtica, B črtica, C črtica, ne? In če sta si podobna, potem lahko upoštevamo različne zakonitosti podobnosti. Najprej mogoče, kaj moramo izračunati? Velikosti notranjih kotov. Zdaj, poglejte, če sta si podobna, potem so isto ležeči koti enako veliki. Če je tule gama 73, se pravi, če je gama črtica, gama črtica je 73 stopinj, potem bo gama pa tudi 73 stopinj, ne? No, potem naslednja opcija, kaj imamo, je tukaj, tole je alfa, ne? Alfa je 61 stopinj, koliko bo pa alfa črtica? Isto, ker je isto ležeča, ne? Te so fine. No, kako bi pa do beta prišli? Ja, vemo, da je alfa plus beta plus gama skupaj 180 stopinj. Alfa pa gama imamo, se pravi, beta dobimo tako, da od 180 stopinj odštejemo alfa in odštejemo gama. Beta je, pa si lahko to seveda pomagamo s kalkulatorjem, da ne bo prehodo, se pravi 180 minus 61 minus 73 in je 46 stopinj. Če je beta toliko, potem je pa tudi beta črtica 46 stopinj. Tako. Pa imamo zdaj urejene kote. Zdaj pa poglejmo stranice, ne? Katere stranice bi lahko dobili? Rabimo še A, pa rabimo B črtica, ne? Zdaj, ta dva trikotnika sta si podobna. Torej bo razmerje stranic podobno. Vedno se morate odločiti, kjer bo vaš prvi trikotnik, pa kjer bo vaš drugi trikotnik. Recimo, da bo tole naš prvi trikotnik, tole pa naš drugi trikotnik. Se pravi, razmerje v prvem trikotniku vedno proti razmerje v drugem trikotniku. In zdaj, recimo, da se bomo osredotočili zdaj na A. Računali bomo A v malem trikotniku. To pomeni, da moramo mi razmerje tako vzeti, da bo tukaj A vsebovana, vsaj ostale podatke pa rabimo. Če vzamemo zdaj prvi trikotnik A proti isto ležeči A črtica. To je isto, kot če bi vzeli B proti B črtica ali pa C proti C črtica. Ampak B proti B črtica nam ne bo koristilo, ker B črtice nimamo. Zato moramo tukaj vzeti C proti C črtica. In imamo eno enačbo. Pa poglejmo, kaj vse lahko tu not ostane. A iščemo. A črtica je 11, C je 6 in C črtica je 12. A po vsem takem bi mogel priti manjši, ne, od 11. Tako. Kako zdaj dobimo tukaj A? Ja, to je križni račun, pomnožimo križno, dobimo 12A je 66, delimo z 12 in dobimo A je 66 ulomljeno z 12. To pa lahko delimo, se pravi 66 deljeno z 12. In je to 5,5 centimetra. Tako. Ok, ta je ena. Zdaj pa potrebujemo še B črtico. Pa spet lahko rečemo, to bo naš prvi in to bo naš drugi trikotnik. B črtico moramo imeti v tem izreku. Se pravi, B proti B črtica. Zdaj pa najbolje je, da vzamemo tiste, ki so podani v originalni nalogi, se pravi spet C ulomljeno za C črtica. Pa vstavimo noter. B je 4,6
vlomljeno z B črtica, ki jo ne poznamo, je enako C je 6 vlomljeno z 12. In zdaj smo spet pri križnem produktu. Se pravi, dobimo 4,6 krat 12 je 6 krat B črtica. Bom zdaj obrnila, ker nekateri je lažje, če obrnem. Se pravi, na levo stran bomo dali 6B črtica, je isto kot 4,6 krat 12. Vam bo lažje enačbo rešiti. Tole lahko delimo zdaj z 6 in dobimo B črtica je 4,6 krat 12 deljeno z 6. Pa se 12 pa 6 pokrajša in dobimo 4,6 krat 2 je 9,2 cm. In to je to. Prva naloga rešena. Super. Gremo naprej. Tako, zdaj spet je potrebno izračunati neznano količino. Neznana količina v tem primeru je y. Trikotnika sta podobna, namreč tile dve stranici sta vzporedni, tako pač kaže naloga, ne. Mogoče najprej pogledamo, kje sta zdaj ta trikotnika. Recimo prvi trikotnik naj bo tale trikotnik, drugi trikotnik pa naj bo zunanji trikotnik, ne. In zdaj, ker ni nobenih črk ali pa označenih stranic, zapomnite si, ne, tale notranji je mali, ta je velik, jaz bom zdaj zbrisala, da bomo lažje videli. Poglejmo zdaj. Se pravi, to je mali trikotnik, pa naj bo to mali prvi trikotnik, ta velik, naj bo pa drugi trikotnik. Tale stranica leži nasproti tejle in tale stranica leži nasproti tejle ta dolga, ne. In zdaj pa dajmo. Najprej vzamemo tisto razmerje, kjer imamo neznano količino, se pravi, gremo 9 vlomljeno z y je isto, zdaj pa v ta malem je zdaj 10, vse skupaj tole v ta velikem je pa 10 plus 4 je 14 centimetrov. Se pravi, še enkrat, imamo mali trikotnik, mali proti velikemu, je to 9 proti y, 10 proti 14. Tako, zdaj pa pomnožimo križno in dobimo 9 krat 14 je 10 y, obrnem 10 y je 9 krat 14, ker je tukaj krat 10 delimo z 10 in dobimo y je 9 krat 14 vlomljeno z 10, to pa lahko damo v kalkulator, ne. 9 krat 14 je, deljeno z 10 je 12,6. Ker so enote centimetri, napišemo zraven centimetre, ne pozabite na enote. Tako, naslednja. Se pravi, imamo dva podobna trikotnika, takole, če vidite, tale je mali, tule, in pa tale veliki, ne. Kako bi vam to označila, da bi pač lahko imeli, brez da tale je mali, ne. Tale je pa veliki. Evo, to pa ne bo zdaj tako motilo, ne. Okej. Zdaj pa mi iščemo x v malem trikotniku. Zapomnite si, eden naj bo prvi, eden naj bo drugi trikotnik, se pravi, naj bo velik drugi. Imamo mala stranica, kjer je tista količina, ki jo iščemo, si jo najprej nastavite. Se pravi, x vlomljeno z isto ležeče v velikem trikotniku, to je tale. 7,2 je. Potem pa mali, tale, 7 proti
velikemu, a ne. To pa moramo vzeti zdaj celotno tole. Ta je pa 12 centimetrov. In ko imamo enkrat to, pa ni več težko, ne. Imamo pa 12x je 7 krat 7,2. Delimo z 12 in dobimo x je 7 krat 7,2 lomljeno z 12. In spet lahko to naredimo z kalkulatorjem 7 krat 7,2 pa deljeno z 12 je. In to je 4,2. Ker so vse povsod enote, centimetri, damo centimetre naprej. Da vidimo, katera naloga nas še čaka. Tale je pa malo bolj zategla, ali kako bi rekla. Zdaj, ta dva trikotnika sta si podobna. Ti dve stranici sta vzporedni. Zdaj pa moramo dobiti A, a ne? Tole bomo rekli je naš mali trikotnik. Tale bo pa naš veliki trikotnik. Takole. In poskusimo zdaj to rešiti. Mali proti velikemu. A ne? Okej. Pa gremo. Imamo zdaj gremo mali proti velik, naj bo tale naš prvi, tale naš drugi, a ne. Mali, se pravi, najprej moramo tole stranico A. A, lomljeno, zdaj pa katera je protiležna stranica tej? Je 17, se pravi ta. Naprej je pa 4 v malem trikotniku, pa lomljeno z 20 v velikem. Križno pomnožimo in dobimo 20a je 4 krat 17. Delimo z 20 in dobimo a je 4 krat 17 lomljeno z 20. A je, kalkulator, ne, 4 krat 17 deljeno z 20 je 3,4. Zdaj tukajle v bistvu ni enot, tako da ali dopišete zraven enota kot enota, ker ne vemo, ali so centimetri, metri ali karkoli. Tudi če pustite brez enot, se to upošteva. Pa gremo še na naslednjo stran. To je pa za domačo nalogo, ne, v alpinasto 14. Poglejte, poskusite rešiti in je to to. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!